tle je tako, jaz že, ko sem šla na Tajsko, sem imela pač nek plan, da sem še vsem probala na neke te konvenčne v Evropi prijavljati, pa mogoče tudi kaj v Aziji poiskati. Then the pandemic happened, so it was like, that was horrible, ker kljub temu, da mi nismo imeli toliko hardcore teh lockdownov na Tajskem, je bil ful veliki problem dejansko iz države ven leteti in potem priti nazaj noter. In jaz v bistvu 3 leta nisem sploh bila na obisku v Sloveniji. Ravno zaradi tega, ker je v bistvu bil tak problem potem nazaj na Tajsko priditi. Pravi, enostavno si lahko se gibal po državi, nisi pa mogel leteti ven noter. Mislim, da smo imeli vse skupaj en mesec tako hardcore lockdown v 3 letih. Ampak primerov je bilo verjetno na tisoče in tisoče, ampak nekako se niso čutili, da morajo ful nekaj izolirati. Mislim, zaprli so meje. Pač kaj, to je pač tako, if you want to... Na kak način so te zaprli? Ja, mislim, oni so pač rekli, da ne bodo več turistov. Mislim, pa tle res govorimo o državi, ki je odvisna od turizma in oni so pač rekli, mi ne bomo, pač mi smo zaprli meje, pač no way we're having a lockdown in the country. Da se tudi Avstralija je bila čisto zaprta, ne? Ja, in je ful pomagalo, ker jaz, ker sem Evropo spremljala, so pač tako, je bilo kar malo tako, ena država zapre meje, ker jim grejo števila gor, pa malo odprejo in zdaj tako se malo pomeša. Dam. Ja, Tajska je pa bilo rekla tako ne, pač mi ne bomo nobenega noter spuščali, oziroma če kdo hoče noter spuščati, je bilo tako, da si ti mogel plačati za 2 tedna, sam si mogel plačati v neki government hotelu, ko so ga oni dezignatali, ampak to je bilo drago. A veš, to si mogel tako 2 jurja na osebo plačati, da si bil tam v karanteni v hotelu zaprt, ne, to je pač tako. Čakaj, ti zdaj v Sloveniji prvič po koroni? Ne, so že bila lani septembra, pa potem letos poleti, pa zdaj tretjič v bistvu. Ampak to je bilo tako v enem letu.